gospe, gospodje. Najprej hvala lepa za povabilo na ta dogodek, seveda čestitke organizatorjem, da so organizirali ta dogodek, da lahko tudi mi predstavimo, kaj počnemo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Seveda, preden pridem k samemu bistvu, bi rad predstavil zbornico, kdo smo. Smo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, od leta 2013 smo prostovoljni, se pravi, imamo prostovoljno članstvo, kljub temu združujemo 25.000 članov, gravitiramo oziroma imamo 62 območnih zbornic, pokrivamo celotno Slovenijo in 30 branžnih sekcij. Seveda, ta Obrtno-podjetniška zbornica je bila ustanovljena pred 50 leti, letos praznujemo 50 let in seveda pred 50 leti so predani obrtniki že zaznali, da potrebujejo močno zbornico in seveda, da potrebujejo izobraževanje, svetovanje in zastopanje. Seveda to še sedaj tudi delujemo v tej smeri na Obrtno-podjetniški zbornici. Posebna prioriteta na zbornici pa je izobraževanje. Seveda ne izobraževanje samo odraslih, mi smo vključeni vse izobraževalne inštitucije, sodelujemo z vsemi fakultetami, z vsemi šolami, osnovnimi šolami in vrtcu na področju izobraževanja, seveda tudi na področju dualnega izobraževanja ali vajeniškega sistema. To je izredno pomembno, pomembno je tudi, da mladim ljudem zagotovimo delovna mesta, da ostajajo tu v Sloveniji in seveda tudi predvsem je važno, da ti mladi in seveda tudi starejši zaslužijo za dostojno življenje. To se tudi na Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji trudimo, za nas ni to pomembna minimalna plača, mi želimo, da imamo dostojne plače. Kar se pa dotika izobraževanja odraslih, nimam slajdov, imam pa zapisano, zato bom tega vam tudi predstavil. Zbornica je ena od izvajalcev dejavnosti v izobraževanju odraslih. Izvaja mojstrske izpite, s katerimi se pridobi formalna izobrazba 5. stopnje. Različna neformalna usposabljanja in izvaja postopke za pridobitev nekaterih nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Zato opozarjamo na necelovit zajem področja izobraževanja odraslih v Zakonu o izobraževanju odraslih, ki namenja pozornost dvema segmentoma osnovnošolskemu izobraževanju odraslih in neformalnemu izobraževanju odraslih. Formalno izobraževanje odraslih od, na primer, nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjo-strokovnega izobraževanja in drugega splošnega izobraževanja prepušča urejanju drugih zakonih. Pri tem opozarjamo na dejstvo, da se zaradi doseganja meril izobraženosti populacije v Sloveniji v razpisih za evropska sredstva namenja največ pozornosti usposabljanju nižje in neizobraževanju starejšim od 45 let ter ranljivim skupinam. S tem pa se ne stimulira poklicnega in strokovnega formalnega izobraževanja odraslih. Kljub temu, da je na trgu dela potrebno po strokovnih kadrih tehnične usmeritve, usposabljanja nudijo dobrodošel in aktualen obseg znanj in kompetenc ter vedno bolj potrebna mehka znanja. Mali delodajalci pa ob tem potrebujejo kader, ki ga lahko pokriva širše strokovno področje in ima temeljne strokovno znanje. Nazadnje, tudi strategija razvoja Slovenije 2030 v ospredje postavlja vseživljenjsko učenje in kot enega od 12 ciljev navaja znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo ter izpostavlja pomen priložnosti za vseživljenjsko učenje za čim širšo populacijo. Cilj strategije je povečanje vključenosti v izobraževanje odraslih iz 11,6% za leta in leta 2016 na 19% do leta 2030.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite od leta 2000 in sicer za 52 mojstrskih nazivov. Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu. Za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se za uporabo blagovne znamke mojster poudarja mojstrstvo in kakovost izdelkov in storitev. V zadnjem času se na mojstrski izpit prijavljajo kandidati, ki sicer že imajo 5. stopnjo izobrazbe. Vendar zaradi neustrezne smeri ne zadostujejo pogojem, ki bi jim omogočala samostojno pot, zaradi potreb in načel vseživljenjskega izobraževanja ter zaradi vedno bolj aktualnega ohranjanja zaposljivosti. Z novimi dodatnimi znanji, veščinami ter kompetencami menimo, da morajo biti prihodnje sofinancirani stroški mojstrskega izpita vsem kandidatom. Pomanjkljivosti, ki jih na zbornici zaznavamo na področju izobraževanja odraslih so, da so programi v veliki meri odvisni od evropskih sredstev, kar ne omogoča kontinuiranega in stabilnega financiranja izvajalskih organizacij. Pri potrjevanju in priznavanju pridobljenih znanj imajo še vedno prednost javno veljavna dokazila o izobrazbi pred dokazili o znanju, ki je pridobljeno na neformalen način ali s poklicnim delom. Prav tako se na področju izobraževanja odraslih kaže izrazite pomanjkanje, povezovanje in sodelovanje med resornimi ministri. Zato si na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije želimo, da bi bilo to sodelovanje boljše, da bi nekako ministrstva razumela, predvsem se to dotika ministrstva za delo, se pravi ministrstva za izobraževanje in seveda gospodarskega ministrstva. Ta ministrstva morajo biti povezani predvsem zaradi izobraževanja. Kot sem dejal, tudi moramo predvsem strmeti za tem, da na trg dela predvsem gredo mladi ljudje, seveda pa mladi in izkušeni starejši gre skupaj. Le na tak način, če se spogledujemo v sosednjih državah, čeprav jaz ne rad o tem veliko govorim, imajo to urejeno. Tam so dobrodošli tako, se pravi starejši, kateri so za poklici in seveda mlajši, in taka kombinacija je sigurno dobra. Ta država Republike Slovenije mora zagotavljati vsem, se pravi tako mladim, tako kot starejšim, tudi izobraževanje, pa ne samo izobraževanje, tudi, da se lahko zaposlijo, oziroma če hočejo delati, da jim dovolijo, da delajo. Ne, da imamo probleme na Obrtno-podjetniški zbornici, ko nekdo si zasluži pokojnino, ne sme obdržati 100% pokojnino, čeprav bi lahko želel delati naprej. In seveda na ta način, pa nekako moram reči, ne razumem te politike, da ti ljudje bi lahko še vedno prinašali v državno blagajno sredstva, ampak jim to onemogočajo. Ne govorim samo o obrtnikih, govorim tudi o vseh ostalih upokojencih, kateri, ko si zaslužijo svojo pokojnino, naj obdržijo pokojnino in seveda lahko gredo na trg dela, če si to želijo, če jim zdravstveno stanje to tudi dopušča. Slovenija še tega ne dovoljuje. Druge evropske države to dovoljujejo in upam, da bodo politiki temu razumeli, da bodo tudi starejši populaciji, kateri so pošteno zaslužili svojo pokojnino, dovolili, da obdržijo svojo pokojnino in seveda, da lahko nadaljujejo tudi z svojim delom, če to želijo. Le na tak način bomo bodoče zagotovili stabilnost v tej naši državi, razvoj podjetja, zaposljivost in seveda, kar je izredno pomembno, da bomo v tej državi imeli vsi dostojne plače za dostojno življenje. Hvala še enkrat za vašo povabilo, sicer še enkrat se opravičujem, nimam slajdih, ampak zajetno se razumeli. Hvala lepa.